cona poskuša biti neko stičišče praks, ki so na meji med umetnostjo, ekologijo, prostorom. Zvok in poslušanje je ta neka praksa, ki nam omogoča, vsaj tako je naše mišljenje, globlji ali pa direktnejši vstop v neko prepoznavanje okolice, v kateri živimo, v kateri bivamo, delujemo, ampak poskušamo z razumevanjem, da v tej okolici živijo tudi več kot človeške živali, rastline, nenazadnje druge entitete, kot so zvok, okolje, razumeti, da smo mi zgolj del te okolice. Lani smo se vključili s projektom Sejalke za festival Topot, to je festival radikalne zvočne hoje. Kako lahko tak festival doprinese k razumevanju, da je umetnost lahko neka praksa, ki promovira zeleni prehod, nizek ogljični odtis, razumevanje, kako se takih projektov lotevamo. Mi smo znotraj projekta predvsem poleg, teh razpisnih ciljev, meritev ogljičnega odtisa, pisanja strateških planov tako za festival kot za organizacijo, predvsem poskušali naslavljati tako umetnike, se pravi akterje, kot tudi publiko z druge strani, da se zavejo, kaj to pomeni zmanjšanje ogljičnega odtisa. Naša izkušnja je bila, da seveda, ker smo mi festival zvočne hoje, pomeni, da hodimo, da so to že osebe, publika, ki rada hodi, ki na ta način potem s hojo ali s kolesom tudi prihaja na dogodke, tako da nekako s tem nismo imeli težav. Doprinese nam pa tudi nekaj, da ne delujemo v okolju, ko je potrebno preveliko ogrevanje in klimatiziranje. Tako da to so vse neki nosilci nižjega ogljičnega odtisa. Znotraj Sejalke smo bili povabljeni tudi v projekt Motovile pospeševalnik, ki ga mislijo skupaj z nevladno organizacijo, ki deluje izključno na področju okolja, ekologije, Umanotera. Za nas je bilo dragoceno, ker te neki birokratski postopki merjenja ogljičnega odtisa so bila vsem nam neka velika neznanka in tudi pisanje akcijskih načrtov in planov, vse nekaj, kar mi že itak delamo, smo spravili v nek birokratski aparat. To se mi je zdelo zelo zanimivo. Hkrati pa je večina nas, ki delujemo znotraj tega projekta, ugotavljalo, da je naša umetniška vrednost ozaveščanje publike in tudi umetnikov celo mnogo večja kot sama meritev naših aktivnosti. In mislim, da se bomo tukaj še naprej lahko srečevali. Se pravi, ta tehnicistični del smo obdelali, mislim, da zelo uspešno, zdaj moramo iti pa naprej v smeri ozaveščanja, v smeri razumevanja, kako mi delujemo, kako družba deluje, publika deluje, da smo lahko vsi bolj ozaveščeni z okoljskim odtisom.